The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Kam se pelava, Mirsad? Maribor. Ja, v Maribor greva, k Dejanu Vračiču, že dolg časa se nismo videli, z njemu je vedno lušten, tako da po moje bo danes res ena zabavna sobota. Nas bom pa naštela, Ker sem toliko veliko na kolesu, se mi je kar malo spremenila, se mi zdi, pozicija. Zdaj jaz ne vem, kaj v bistvu čisto točno pričakujem, glede na to, da imam edino težave mogoče nekako spet malo s to mojo levo roko, ker sem jih imela že včasih. Pričakujem mogoče pa predvsem malo, da se bomo igrali z sedežem, najverjetneje malo širši sedež, pa da bomo tudi dvigalni tale moj sedež. In Dejan, zdajle glih, kad tebe vmes sestavljaš, koliko si zdaj zadovoljen na tejle novi lokaciji? Ja, čist nekaj drugega. Torej, dosti bolj prostorno, diha prostor, bolj komot je, tako da neke nove stvari, dodatne smo uvedli, tako da smo šli kar malo upgradati stvari. Daj samo čevlje, da čas pogledam, mogoče, tako je čevljičke. Meni čevlji so pa še v avtu. Če bo še kdo kavo, jaz sem še meno naredil. Tako da še jaz mojem zašepil. Se črne si. Treba gledaj gor? Tako gor pa se ne premikaš. Sam stopiš gor. To je zagledam tip tvojih stopal. Na enem imaš klasičen stopalni lok, na enem pa imaš visok stopalni lok. Tako da zaradi česa pa imate že v osnovi te medenične kosti širše kot mi moški. Tako da imate tudi širše sedeže. Torej, če medenica nima podpore, gledaj, kaj se zgodi. Kosti padejo skozi, ti več ne sediš na kosteh in spominska trenica. Viš, ki imaš dve levici, veš to? Zelo lepo se vidi. Često so vsi notri kubico. Dobi imaš širino tvojih medenic. Širini medenice boš tu gledati, kak sediš po naklonu. Delam pa Ja, za podporo peta. Ja. Kaj zdaj gledam, kaj se dogaja? To je. To zdaj gledam, koliko so ti mišice stabilne, koliko si sploh. Ja, druga noga. Sploh nič ne rotira. Začelo je biti, jaz sem stavil neutralno, tako si ne. Začelo se vidi, čutiš le, kak lepo koleno? Klecne, klecne. To je to, torej mišico zategne, to ti že zdaj povem, to je zelo dobro. Teda tukaj mi ni straha, to lahko gremo nekje v vasi na posedome. Čisto sproščenost. Ste zdaj v Ami. Sedež mi pa lahko pripraviš, veš? 71 pa pol. Zapomnice si samo 71. Te ostanejo v širšem položaju. Zdaj grem, če v Sloveniji uspeš vse posod. Če v Sloveniji ne uspeš, pa Sem mu rekla, je. Vsak. Jaz pravim, prvi pri... Knjig forward to spine, to so pa kolena, naprej, nazaj, to smo včasih zaplajbo. Ja, pa gledajte, tekmovalci, profiči, imel sem par takih patronov, ko sem jih... Tu jaz včasih hranim, ne? Da se kaj naredi, ne? To sem ti zdaj ful nazaj potegnil, pa poravnala smo. Tam imela si čisto napravili, ki si imela... Pol gre tendenca, števil gre tja, pač kaj vidim. Točno veš, kaj. Držiš? Ovo isto pomnila, tako se prej naredi, ne? Ja. Večji. To tega kolesa, ne? Zelo malo. No, vidiš. Pa tudi če nekaj kilometrov. Zdaj pa Dejan, najbolj, da ti poveš, kaj si vse dobro spremenil, ko meni se zdi, da si ful spremenil. Ja, ti imaš dejansko dva kolesa, imaš cestnega in gorskega, da jih tudi kombiniraš, da to je že iz tega vidika je fajn, da sta oba dva kolesa nastavljena nekje podobno, da delajo iste mišice, da zdaj greš iz enega kolesa na drugega, pa čez kontra. Ti zdaj si že bila pred leti na fitningu, to meni se je že kar dosti telesa spremenilo, to fitning je tudi fajn, tu pa tam kdaj narediti kontrolo. Če se telo spremeni, je tudi normalno, da se pozicija na kolesu spremeni. Ti si tudi zdaj začela malo več trenirati, se tudi telo se spremeni, tako da problem je, ko pač nekdo začne dosti voziti, prije tudi dosti večkrat do problemov izrazite. Telo pač kompenzira do neke mere, ko pa začnemo hitreje, več trenirati, močneje, pa nam telo javlja, problemi, težave. Torej ti zaenkrat nekih težav še ti ni začelo javljati,
smo pa ne da kar nekaj spremeniš. Tako da predvsem jaz pravim, sedež je nekje srce kolesa. Tako da če sedež ni pravi, se ne počutimo vredi gor, tudi ni nekega izkoristka, ni udobja na kolesu, tako da sedež je kar zelo važna. Tako da pri tebi smo dala kar en širši sedež, da se dobimo podporo medenice, da si bolj stabilna, se manj premikaš, da je teža, tiste točke težišča so pač tam, kjer ne boli. Torej cilj pa je tudi, da se čim manj premikaš po kolesu. Torej sedež, posledično smo pa tudi z tem širšim sedežem smo pa tudi skrajšali. V osnovi je bilo tvoje kolo kar dolgo. Smo se že kar ustrašili, da bomo pranoga kupati. Tako, za integrirano krmilo si ne želi zamenjati, to je kar strošek 500 do 1000 evrov. Tako da smo ogromno dobila z sedežem, torej širši sedež ti je dal podporo in te je potegnil naprej. Ročke smo malo dvignila, bliže sprava, tako da smo v bistvu na kolesu 3 cm smo skrajšala, pa smo zamenjala samo sedež iz ožjega na širšega. Ampak kak ti eno spremembo narediš, se več parametrov spremeni, da ne moreš vedno eno stvar zamenjati, da moraš gledati kot celoto. Malo smo ploščice predstavljali, tako da jaz mislim, da nekih težav ne bi smela imeti na kolesu, ampak rabimo neko kilometrino, 400-500 km, da se telo adaptira. Tudi mišice bo zdaj malo drugače delati, tako da zdaj idealno smo sredi zime, cona 2, daljši treningi, manj intenzivni, torej da se telo mišice prilagodijo. Fajn je tudi nekak stretching, razgibalne vaje, okrepilne vaje, to vse soji. Tako da spravim, fitting je kot en kamenček v mozaiku. Prehrana, treningi. Da bo malo začela še malo bolj vaje za moč delati. Doben ne bo zaradi ene stvari bil boljši, ampak če se te stvari vse poklopijo, trening, prehrana, regeneracija, top kolo, top oprema, fitting, dobimo po en taki zaključen mozaik, tak napredujemo. Misliš, da bom zdaj še kakšen vat lahko več obrnil? Sigurno, ja, ne jutri, torej ko se bo to navadilo, ampak zdaj te bo v bistvu pozicija, te bo prisilila v ta pravilni položaj. Se pravi, ne gre iz danes na jutri, ampak dolgoročno bo pa vsekakor, vsakem menu smo pa na vezi, pa mi boš ti poročala, kaj se dogaja, tudi ob kakih stvareh se naredi kontrola, se preveri, ampak nekje 90-95%, ko nastavimo kolona tvoje mere, bi mogli štimati. Ampak vsako telo je nekako, da vsako tudi drugače reagira na spremembe. Ko mi čakam, da to No, jaz pa tudi, ko čakam tvoj feedback. Zdaj pa vreme je, sonce, pa hitro šivimo gor na Pohorje. Evo, Dejan nas pele danes na Pohorje. Smo kar peškare, majčko hladno za kolo, ampak tudi to je dober trening, da šibamo v klanc. Evo, kam gor, na zgon, Dejan. Ja, takole delač gor, ja. Evo, tole po moje pa od Dejana najljubši konc, Dejan? Doma čiripe, ja, tu sem pa skoraj vsak dan, ja, res. Peš ali pa na biciklu? Pa s kolesom, ja. Ja, nor. Lep toti Maribor, čuj! Evo, brez kufeta ne gre. Jasno, Dejan se ogreva, ker ga malo zebe. Midva sva navajena na kavico, tako da midva to brez tega ne morava. Ja, zdaj pa pičimo nazaj dol. Pa jest! Nekaj dobrega danes, Dejan nas bo pelil na neki... Evo, dol pa lezemo po progi svetovnega pokala v spuščanju s kolesom. Moram reči, da je še peš težko dol prideti. Dejan sprobava blazine. Deva se znem, da bi ti lahko prišel k nam na podcast, da še drugi malo svojo pevte. 23. četrtek bi lahko, Lahko. No, tako, 23. ob 6. v Velobaru bo... Razen, če bom na kolesu, te ne pridem, več pa pridem. Če ne pa pride s kolesom iz Maribora. Tako da 23.1. ob 6. bo Dejan vse povedal, kaj je z mano naredil. No, klele na koncu, zdaj vam bom pa še pokazala na mojemu trenažerju, kaj je tiste stvari, ki sva jih zdaj nam najbolj spremenila oziroma mi jih je spremenil.
Veliko ste lahko videli že v videu, še več bo potem povedal pri nas v podcastu, ampak zdaj, da vam pa pokažem res tiste najbolj pomembne zadeve, ki sva jih pa naredila, so pa takole. Torej, najpomembnejša stvar je sedež. Sedež je širši. V bistvu berkov imam zdaj najširši, imam lupino 150. Tale je sicer še ta dolga verzija, ker tega sem imela, pa sva potem kar tega dala zdaj gor na trenažer, tako da lahko že treniram na ta pravi širini. Pa sedež je v bistvu postavljen res v vaservago, tako da je čist raven in moram reči, da mi to zelo odgovarja. Zdaj eno takih bolj pomembnih stvari, ki sva jo spremenila, je pa višina sedeža, ki mi ga Dejan dvignil za skoraj centimeter pa pol in pa sedež tudi pomaknil do konca naprej. Tako da moram reči, da meni je res tale občutek zaenkrat ful všeč. No in pa zadnja stvar, ki pa je v bistvu me zelo skrajšala na kolesu in spremenila zelo počutje, sploh v ramenskem obroču, je pa dvig ročk. Da sva v bistvu zdaj ročke približala sedežu za 3 cm bliže, kot so bile pred nastavitvijo. In moram reči, da res so se tale ramenski obroč s tem zelo razbremenil. In pa, kakor ste slišali, sva se zdaj enom zmenila, da pride na podcast 23.1. ob 18. in ste vabljeni tudi vi, če imate kakšno vprašanja, če vas kaj zanima, če bi ga radi spoznali oziroma se z njemu mogoče kaj zmenili, zdaj za termin, ste vsi vabljeni, da prijete. Evo, zdaj pa trening, da vse te nastavitve sprobam, pa da vidim, če bo še napredka več.